ZDA je precej konfuzna situacija. Vsaka zvezna država je svoja merila uveljavila in v Ohio smo imeli to srečo, da je naš guverner precej zgodaj še preden je bil prvi primer v Ohio, je zaprl šole in uveljavil to da smo ostali doma. Tako da to je zdaj še bilo kar uspešno. No. Je pa drugje po ZDA precej hujš. No. Tako da zdaj, kaj bo vnaprej se dogaja, ni jasno. Zdaj, univerza, na kjer učim, se je ravno tako iztekel, da je bil pomladne počitnice so bile ravno tisti teden, ko smo zaprli, ne. To bo s ponedeljkom potem. Potem se je podaljšal za par dni, da smo imeli zadosti časa, da se je predstavili vse prek interneta, ne, to pomeni online učenje. Pač jaz učim podoktorski predmet, tako da je bolj malo študentov, tudi dobro se poznajo med sabo, ne. Zdaj, moram reči, da sem bil v bistvu malo presenečen, zato ker jaz sem že včasih učil na daljavo, pač kadar sem šel v CERN, pa sem bil dlje časa odsoten, so se dobili v eni učilnici, kjer je multimedija, pa sem smo tudi so lahko reševali naloge na tablo, ne. In je bilo kar dobro, no, tako sem bil kar optimističen. Zdaj, razlika je ta, da oni niso skupaj, no, kar v bistvu precej spremeni dinamiko, ne, ker vsi te študente so zdaj vsak v svojem domu in je veliko manj kohezivno, no, v bistvu sem bil presenečen, da je težje, kakor sem mislil, no. Težje je predvsem to, da praktično ni nobenih diskusij več, ne. Tudi naloge reševati je vse, seveda pred tablo jih ne morem klicati, ne. Tako da vse je, že prej je bilo sicer na srečo pri tem predmetu veliko domačih nalog, ne, vsak teden dobijo vsaj 3 malo bolj razširjene probleme za rešiti. Ampak kljub temu, no, za vse, kar je bilo prej pred tablo, gre prek mojih zapiskov, no, kar ni idealno, ker če bi pa da bi pa nekako vzpostavil to, da bom imel vsak iPad pa gor pisal, pa tudi zelo težko zahtevati za ljudi, ne. Tako da, ja, bomo videli. Upam, da ne bo predolgo trajalo. No, se pravim, to je zdaj, ker je to sam zadnji del semestra, je še kar v redu, ne. Če bo pa to tudi jesen, bo pa treba premisliti, kaj bo, no. Delo je še kolikor to podobno, kakor prej, no. V bistvu je po svoje se je toliko spremenilo, da potovanj ni, no. Tako da je malo več časa za samo računanje pa pisanje člankov. Tudi zelo na hitro se je vzpostavilo veliko seminarjev, ki so online. Recimo, Italijani so hitro, seveda, iz jasnega razloga so hitro vzpostavili precej fin online seminar. Tudi te večje centri, CERN pa Fermilab pa recimo Stanford Linear Accelerator Center, te so svoje seminarje pol na online predstavili, ne, ker tipično pri nas je tako, da vsaka skupina vodi seminar, kjer povabi ljudi, ne. Veliko raziskovanja gre prek tega, ne, da je en seminar na teden, kjer pridejo raziskovalci k nam pa predavajo, ne. Tako da se veliko potuje in na ta način se veliko več izve, kakor iz samih člankov, ne. To je precej pomemben del samega prenosa znanja pa napredka, kako poteka. Tega seveda ni, ne. In zdaj na srečo se je vsaj to vzpostavilo, da je teh online srečanj veliko, ni isto, ne, seveda, ker prvič je 100 ljudi noter v tem Zoom srečanju, ne. Ni čisto isto, no.
v tem smislu se je spremenil. Je pa res, da je po drugi strani mogoče tudi lažje kakšne stvari, ko bi prej pač mogoče ne bi slišal, ker bi mogel človeka povabiti čez pol sveta, ne, ker ponavadi ne gre. Je pač lažje, ne, se priključiti, recimo, kaj sem. Zdaj, kako bo naprej potekalo, mi pa ni jasno, no, ker veliko teh velikih srečanj se kar seli online, ampak dejansko samo predavanje ni ta najbolj pomemben del srečanja. Seveda je predstavitev rezultatov, ampak tipično rečejo, da največ se naredi med premori za kavo, ne, med odmori. Takrat se zares lahko vprašaš, pa tudi mogoče veliko ljudi večina se ne spozna med sabo, no, ampak tudi če koga ne spoznaš, lahko končno osebno spoznaš in je čisto drugačno. Zdaj, no, kako bo to naprej potekalo? Vsi pač pričakujemo, da več kot 1 leto to ne bo potekalo, no, tako da verjetno bomo nazaj v neko normalo prišli dokaj kmalu. Mi, za razliko od Slovenije, nismo omejeni na to, da moramo ostati znotraj našega kraja, ne. Ampak kljub temu ljudje ne potujejo, ne. Pač letališča so prazna. Mislim, nam je univerza tudi povedala, da 30. junija moramo vsa potovanja odpovedati. Tako da pač vse, kar vem, je prek ljudi, ki morajo iti, recimo pač neki kolegica dela za CDC, ona potuje, ne, jasno, ker je pač dela za ta center za zdravje, ne. Mi pa ne, zdaj kako je življenje tako, ne, da pač otroci so doma, imajo šolo prek Zooma, tako da to je, ko bi rekel, še kakor toliko nekako vnese nek cikel v teden, ne. Zdaj, kuhamo več, jemo več. Nakupovati je pač trgovine so tako, da omejujejo, koliko ljudi gre noter v trgovino, kar je seveda zelo dobrodošlo. Pa ja, z masko ven. Zdaj na sprehode še vedno lahko čisto normalno hodimo. Pa tudi pač v naravo pa tako, no. Je pa res, da na neko daljšo pot se absolutno ne bomo odpravili. Recimo tukaj se precej lep naravni park, mislim, relativno lep naravni park je 1 uro vožnje stran, ti se nekako nočemo iti. Pa ne vem, več se televizije gleda, ne, absolutno.